Našo oddajo za zdravje in dobro počutje danes začenjamo s hvaležnim spominom na našo drago Sanjo Lončar, od katere smo se žal morali prejšnji mesec posloviti. Predavateljica, ki jo je razumel vsak, urednica, novinarka in raziskovalka, velika poznavalka narave in zelišč. Zaljubljena v začimbe nam je odkrivala njihovo moč. Skupaj s Premo je v naše kuhinje pripeljala začimbe Zonentor, predstavila uporabo ekoloških izdelkov Biotop in še marsikaterih drugih. S hvaležnostjo do skupnega ustvarjanja s Sanjo, ki je živela svoje poslanstvo in ljudem na preprost način predstavljala rešitve za boljše počutje in zdravje, danes ponovno predvajamo enega od njenih zadnjih prispevkov. Sanja Lončar pa tako ali tako ostaja z nami. Ko gre za polnjenje baterij, so koprive verjetno najboljše, kar raste na naših tleh. 4 minute je premalo, da bi vam naredila kratko obnovo, v čem je skrivnost kopriv. Ampak nekatere vam rada razkrijem. A ste slišali za klorogensko kislino? To je nekaj, kar slišimo v povezavi s kavo, ampak mnogi ne vedo. 10 do 20 gramov kopriv vsebuje toliko klorogenske kisline, koliko šalica kave. Pa še nekaj, tisti, ki ste brali našega Darija Corteseja, je rekel, da so koprive žival med rastlinami, ker vsebuje 36% beljakovin. Pa še 20% rudnin, torej vse skupaj zares deluje antioksidativno, močno poživljajoče in obnavlja našo energijo. Vendar, vedno obstaja neki vendar, da dosežemo te močne, trajne učinke, da res napolnimo baterije, ni dovolj, da enkrat na teden si skuhamo cel krožnik koprivove juhe, ampak je potrebno koprivo uživati po malem, večkrat na dan. No, ta večkrat na dan je problem. Če tudi vam mogoče raste pred hišo, mnogi nimamo ideje, kaj bi s tem počeli 3-krat na dan. Zato si danes bomo ogledali nekaj predlogov, v kakšnih vse oblikah koprivo lahko uporabimo in kaj bi z njo počeli. Seveda, idealno je, če imamo svežo, lahko imamo posušeno, lahko imamo semena, ampak za tako hitro rabo je idealno tudi uporabljati liofilizirani prah soka koprive, ker se takoj lepo raztopi v vsaki zadevi in ga imate v 10 sekundah pripravljeno. Oglejmo si 3 recepte. Vsaka juha lahko v hipu postane juha s koprivami. Seveda ne bomo svežih liofiliziranih dodajali v lonec, ampak takrat, ko je že shlajeno, 1 do 2 kapsulici liofiliziranega. Lahko bi tudi imeli drobno zmleto lastno, posušeno. Če temu dodamo žlico do 2 jogurta, koprive imajo zelo rade fermentirane napitke, tako boste imeli tudi večji izkoristek, istočasno super prekrijejo okus. Za tiste, ki ne marate mogoče preveč okusa kopriv, idealno jih je skriti v čem takem. In to dodamo v korenčkovo, krompirjevo, porovo ali kakšno tako gosto bučno, za zimo fantastična. Bomo osvežili juho in istočasno zelo izboljšali njen prehranski profil. Enak princip, samo z malo skute, pa smo že dobili fantastično osnovo za namaz. In da vam ne bo dolgčas, vsak dan je lahko majčkeno drugačen, v njega lahko dodamo konopljina semena, kakšen domači pesto, recimo bazilični. Jaz zelo rada skrijem tudi nekaj olja omega 3, tako da je prehranski profil še boljši in da ni treba teh olj na žlico jemati. In če ni dovolj gosto, bomo dodali še malo konopljinih semen.
samo zdravje na krožniku. Zdaj še en hiter zajtrk v 30 sekundah za močno kri, pa da zdržimo cel dan. Za osnovo vzamemo jogurt, sojin jogurt, idealno recimo okus takih zelenih zadev skrijemo v jogurtih, ki imajo nekaj sadja, pa še za kri je super. Ja, v to obvezno dodam nekaj zmletih, posušenih aronij. Boste videli, odlično se skrijejo noter, moramo jih samo posušiti in v mlinčku za kavo zmlet v prah. Bomo dodali nekaj konopljinih semen, odličen omega-3 dodatek, beljakovine, krasna hrana in seveda nekaj kopriv, lahko tudi menjamo brokolijevi kalčki ali konoplja, da vam ne bo vsak dan enak okus, ampak boste videli, kopriva se odlično umeša v to. In če imamo kakšno uloženo ali sveže sadje za povrh, še nekaj borovnic je bilo na vrtu. Zdaj, če hočemo iz tega še narediti super živilo, dodamo eno žlico orehovega oljčka in malo ingverčka, da ta sladkost ne bo kaj dvigala sladkorja v našem telesu. Ingver je tle krasen, da kljub temu, da je sladek, zelo dobro omeji hitre špice. Če imamo nekaj časa in če to ne bomo tako jedli, potem bo učinek še boljši in takrat ja ponavadi dam še nekaj koprivovih semen noter, ampak koprivova semena rabijo nekaj ur časa, da se namočijo in da niso tako malo žagasta pod zobmi, drugače okus je čisto nevtralen. Če pa želite to hitro pojesti za zajtrk, potem pa preskočite koprivova semena. To še otroku lahko prodate, sploh ne bo pogruntal, da so noter koprive. Kri pa bo za v okvir. Pa še veliko izvrstnih receptov bi se našlo, zato vzemite v roke knjigo in si nafilajte baterije.